Živjo, no, pa smo spet pri božičnih klasikah. In danes Sam doma 2, izgubljen v New Yorku. Vsi ga poznamo, vsi ga imamo radi, vsako leto je na sporedu. Ampak, hej, se je kdo kdaj ustavil in res pomislil, kaj pravzaprav gledamo? Ker ko enkrat začneš razmišljati, se stvari hitro obrnejo na glavo. No, za začetek si poglejmo tole. Bogat otrok s psihopatskimi težnjami znova muči iste kriminalce, zdaj s podporo newyorškega nepremičninskega trga. Mislim, temu bi lahko rekli, no, ne uradni, ampak roko na srce, veliko bolj iskren podnaslov filma. In tale stavek pravzaprav odlično postavi ton za našo razčlembo. Kako je nekaj tako absurdnega hkrati tako genialno. Kultna klasika pod vprašajem. Tako ja. Danes bomo dobesedno razstavili, zakaj je ta film, ki ga vsi obožujemo, prava tvrdnjava absurdnosti. In začnemo pri čisto osnovni stvari. Neverjetni napaki, ki jo družina McAllister naredi. Ja, še drugič. Resno, kako jim uspe zgubiti otroka še drugič? To je vprašanje za $1 milijon. Po vsem, kar so dali skozi v prvem filmu, po vsej travmi, bi človek mislil, da bodo Kevina pazili kot punčico svojega očesa. Ampak ne. Očitno spomin v tej družini traja približno 1 leto, kar odkrito rečeno kljubuje vsaki starševski logiki. Otrok ali sociopat? No, to nas pripelje do glavnega junaka osebno. Vsi ga vidimo kot tega ljubkega, iznajdljivega fanta. Ampak, je res samo to? Ali se za tem angelskim obrazom skriva morda nekaj, veliko bolj preračunljivega? Poglejmo si tole. Po eni strani bi pričakovali, da bo izgubljen in prestrašen otrok, ki pogreša družino. V resnici pa, kaj dobimo? Dobimo miniaturnega start-up podjetnika. Fant brez problema izkoristi očedovo kreditno kartico, si zrežira bivanje v enem najdražjih hotelov v New Yorku in za prevaro hladnokrvno uporablja diktafon. To niso poteze prestrašenega otroka, to so poteze prebrisanega malega stratega. Ne obnaša se, kot da je izgubljen, ampak kot da je milijonar na dopustu. Zadrži drobiž, umazana žival. Ja, ta legendarni stavek, posnet na nek prestar diktafon, je očitno dovolj, da preslepiš celotno osebje profesionalnega 5-zvezdičnega hotela. Mislim, resno. To je točka, to je tisti trenutek, ko film pogleda logiko v oči in reče, adijo, ne rabim te več. Vojna proti logiki in fiziki. Ja, če ste mislili, da je zgodba s hotelom vrhunec, se pripravite, ker ko na sceno stopita naša stara znanca, mokra oziroma zdaj lepljiva bandita, film ne samo da ignorira zakone fizike in medicine, dobesedno jih vrže skozi okno. Začnimo z malenkostmi. Recimo opeka v obraz, ne ena, ampak večnih, vrženih strehe. V resničnem svetu bi to pomenilo takojšen obisk urgence, verjetno pa kar, konec. Ampak v svetu sama doma? To je očitno samo manjša nevšečnost na poti. Ali pa, kaj pa vem, plamenomet v glavo, ne za sekundo ali 2. Harryjeva glava gori kot božična sveča, pa se zdi, da je zanj to samo en slab dan v službi. Malo ožgan klobuk, nič takega, gremo dalje. In seveda padec z višine 20 metrov. Poglejte, če bi bil ta film vsaj malo realističen, bi trajal kakšnih 20 minut in se končal s prihodom reševalcev. Ampak ne, Harry in Marv sta očitno narejena iz neke vrste neranljive risankaste gume. Nesmrtna sta. In vse to nas pripelje do tele definicije. Izraz. Kevinova samoobramba. Definicija. Oblika sadistične umetnosti, kjer se pasti stopnjujejo od preprostih potegavčin do orožja za množično uničenje, vse to ob spremljavi vesele božične glasbe. To je bistvo. Film nam to prodaja kot samoobramba, ampak če dobro pomislimo, to je nekaj veliko bolj brutalnega. Je skorajda umetniško v svoji krutosti. Zakaj ga še vedno gledamo? In to je zdaj tista pravo vprašanje. Če je film tako nor, tako nelogičen, tako nasilen, zakaj je postal absolutno nujen del božične tradicije? Zakaj ga vsi tako obožujemo? Ja, točno to. Če je tako absurden, zakaj mu pravimo mojstrovina? Ker nekaj je na tem filmu, kljub vsem napakam, kljub vsej norosti, ima nek neverjeten čar, ki nas vsako leto potegne noter. In tukaj je recept. Moč tega filma ni v zgodbi ali logiki, niti približno. Moč je v občutku. Imamo čarobno glasbo Johna Williamsa, ki te takoj prestavi v praznični čas. Imamo ta pravlični zasneženi New York iz 90-ih. In seveda imamo čisti, nostalgični, nebrzdani kaos. Vse skupaj je prelito s takim sladkim siropom božične estetike, da popolnoma pozabimo na realnost.
In to deluje. Resnično sporočilo filma, ker ja, pridemo do konca. Kaj je torej tisto pravo sporočilo? Saj ne gre samo za družino in odpuščanje. Ali pač? Kaj se skriva pod vso to površino? Morda film sploh ne govori o družini. Morda govori o čisti predrznosti. Pomislite, film slavi predrznost na vseh nivojih. Predrznost otroka, ki ne samo preživi, ampak v New Yorku zaživi na polno. Predrznost dveh kriminalcev, ki dobesedno kljubujeta smrti. In seveda predrznost samega scenarija, ki se na realnost požvižga. In mogoče je največji trik od vseh tisti, ki ga film izvede na nas, gledalcih. Ker na koncu smo mi tisti, ki vsako leto prostovoljno izklopimo možgane in se prepustimo temu kaotičnemu veselju. Sprejmemo ves ta nesmisel, ker je v svoji absurdnosti postal, popoln in domač. In tako pridemo do zadnjega vprašanja. Kdo je v resnici izgubljen? Dajmo za konec pomisliti na to. Morda ni izgubljen Kevin, on se znajde čisto v redu. Morda smo izgubljeni mi, v nostalgiji, v tem toplem občutku, ki nam ga film daje. Medtem ko je on tisti, ki se po svetu sprehaja z nasmehom na obrazu, pastjo v žepu in z neomajno vero, da se bo vse srečno izteklo. Seveda, če le vržeš dovolj opek.